ljudje strastno ne želijo vedeti. Pričemer govorim o vednosti v strogem pomenu besede. Vednost ni sestavljena iz znanja in informacij. To, da se razume. Znanje in informacije se skupaj, če damo, to ni vednost. To so samo znanje in informacije. Vednost je nekaj drugega. In nobeno naključje ni, da je do teh dveh incidentov prišlo. Vednost je nekaj drugega. Kaj je vednost? In s čim se pravzaprav ukvarjamo, če hočemo imeti predavanja, kot so naprimer tale, ali če se ukvarjamo s humanistiko nasploh. To toliko ne velja za naravoslovne znanosti. Ne velja. Za naravoslovne znanosti je neka druga zgodba bolj pomembna. Ampak o tem ne bi zdaj govorili, ker pa bi šli neko usporedno vesolje, pa tega ne želim danes, da gremo. Gremo samo po eni tirnici. Ko govorimo o vednosti, potem moramo sprejeti tole osnovno Heglovo spoznanje. Osnovno Heglovo spoznanje je, da je spontana zavest, zavest, za katero ni treba narediti ničesar, ker vselej že je. Vsakdanja, spontana zavest, vsak človek jo vselej že ima. Zanjo ni treba nič narediti, zanjo se ni treba truditi. Ničesar ni treba narediti, da bi jo človek šele imel, ker jo vselej že ima. Ta vsakdanja spontana vednost, oziroma zavest, bom raje rekel, je nereflektirana. Ta je nereflektirana, kar pomeni, da se strogo vzeto ne ukvarja sama seboj. Vsakdanja zavest se ne sprašuje, zakaj je možna, ali pa pod kakšnimi pogoji je možna. Vsakdanja spontana zavest zgolj konstatira, da obstaja. In je s tem bolj ali manj zadovoljna, če ni ravno nesrečna zavest, kot pravi Hegel. Če ni ravno nesrečna, zato mora biti izpolnjeni določeni pogoji, da se človek pač tako počuti, je zavest, spontana zavest zadovoljna sama seboj. Da je taka, kakršna je. Zato tudi ljudje pogosto rečejo. Pustme primer, jaz sem tak, kakršen sem. Ali pa to, kar vem, pač vem, meni to zadošča. Značilnost vsakdanje zavesti je, in to je kar osupljivo, če pomislite, da je lahko zadovoljna sama seboj, tudi če živi v objektivno slabih okoliščinah. Zato so številni ljudje sami seboj, bom rekel, še kar zadovoljni, ker z lahkoto najdejo dovolj argumentov za tako trditev. Da jim je čisto v redu, da so zadovoljni. In da se lahko zadovoljijo s tem, kar je voda na mlin sodobnega kapitalističnega sveta. Voda na mlin sodobnega kapitalističnega sveta je, da nam ponuja neskončno količino dobrin oziroma blaga. In vsakdo od nas z lahkoto, to poudarjam, z lahkoto, ne z naporom ali pa s težavo, z lahkoto reče, da ima danes na voljo neprimerno več dobrin kot njihovi starši. Neprimerno. Ker je to empirično res. Še 20 let nazaj nismo imeli, na primer, interneta, pametnih telefonov, to še te sintagme sploh bilo ni. Pametni telefon. To si bo vsak, ne vsak najstnik, to si bo vsak dojenček. Ali pa, ne vem, če naštevamo, vse največ ni treba, ne, od LCD televizorjev do, ne vem kaj, s tem, da na internetu imamo tako rekoč vse. Katerikoli film hočete videti, ga vidite lahko zastonj. Katerikoli glasbo hočete poslušati, jo kadarkoli lahko poslušati. Katerikoli koncert si lahko preprosto potegnete dol od lani, od predlanskem, od 20 let nazaj, 50 let nazaj, od ne vem koliko nazaj, itd., katerokoli knjigo, katerokoli članek,
s katerim koli človekom tako rekoč lahko kadarkoli komunicirate, če le znate vtipkati njegov naslov elektronski, ali pa se lahko z njim pogovarjate v živo prek Skypa in tako dalje. To je dobrin, je tako veliko, da so dejansko same po sebi vir zadovoljstva. In vsakdanja spontana zavest je dejansko hvaležna, da je tako. Kar pomeni, da je dejansko v sodobnem svetu objektivno vse manj potrebe po kakršnikoli vednosti. Če že obstaja potreba po vednosti, je to potreba po tisti vednosti, ki naj obstoječi korpus dobrin bodi si poveča ali pa posodobi, ali pa naredi še bolj pametnega. To je paradigma sodobnega življenja. Zato so tudi trendi na vseh področjih, od naravoslovne vednosti, recimo, do humanistike, filozofije in tako naprej, popolnoma enaki. Če že nam dajte še več uporabne vednosti, uporabnega znanja. Ničesar drugega ne potrebujemo, dobesedno. Ne vem, kako se vi s tem poravnavate, ampak to je objektivno res danes. Hrbtna stran tega pa je, v nekem smislu je groteskna. Hrbtna stran tega je pa kaj? Vraževerje. To je zanimivo. To je zanimiv problem sodobnega sveta. Da je vraževerja v nekem smislu več kot v srednjem veku. Čeprav, če je kaj neuporabnega na tem svetu, je vraževerje. Ampak spet, zadeva ni tako zelo enostavna, kajti vraževerje ima tudi svoje razloge. Raziskave so to že zdavnaj potrdile in korelacije so visoke. Korelacije med vsakdanjim psihičnim trpljenjem ljudi ali pa fizičnim trpljenjem ljudi in potrebo po vraževerju. Vraževerje prinaša tolažbo. V glavnem smo vraževerni zato, ker želimo tolažbo. Ker želimo najti nekakšen mir ali pa občutek varnosti ali pa pripadnosti ali pa identitete. Kar seveda pomeni, da so, in v tem je res nekaj, skoraj bi rekel, srhljivega, ob vsem tem neskončnem kopičenju dobrin in blaga, v nekem smislu ljudje vsak dan bolj nesrečni. Ni res, da so vsak dan bolj srečni. Ker ravno tako je dokazano, da vse to blago, vse ti pametni telefoni, vse te pametne naprave ljudi ne osrečujejo. Lahko da jim ponujejo zadovoljstvo, udobje, da kaj lažje naredijo, ampak zadovoljstva, resničnega zadovoljstva in sreče v življenju pa to ne prinaša. Ga ne more, prosto ne more ustvariti. Vse dobrine na tem svetu skupaj, če jih date, ne morejo ustvariti tega, kar imenujemo, recimo, osebno izpolnitev, sreče, zadovoljstvo ali kaj podobnega. Zato je vraževerja veliko. Prosim, vprašam. Zakaj ima vraževerje po vašem boljši potencial za to, da se ljudje v njem povežejo kot v neki skupnosti, kot pa vednost, recimo? To bi bilo zanimivo vprašanje. Ker lažje pot, to je tako kot šport, pa naprimer alkohol. Ti se počutiš isto tako sproščenega, samozavestnega, če greš teče 10-15 km, kot pa če greš za pol ure v kafič in spiješ 2 viskija. Imaš na koncu isto občutke. Kako to moje sluša? Čas je tle vitalna funkcija, ki prinese nek ušitek prihodnje. Ja, jaz bi se kar precej s tem strinjal. Jaz bi se s tem precej strinjal. Gotovo je kognitivno neprimerno zahtevnejše se dokopati do vednosti. Če samo pomislite, kateri so tako rekoč
katera so osnovna kognitivna orodja potrebna za proizvodnjo vednosti. Osnovna kognitivna orodja. Ali ni najbolj elementarno kognitivno orodje tisto, ki ga imenujemo kognitivna disonanca? Kognitivna disonanca pomeni, da me nekaj frustrira. Nekaj ni tako, kot jaz mislim, da je, ali pa bi rad, da je, ali pa sem mislil, da je, ali pa bi želel, da je, ali pa so mi rekli, da je. Disonanca je razkorak. In disonanca po definiciji pomeni nekakšno obliko nelagodja. Svet ni gladka površina, kjer je vse jasno, kjer je vse v redu, kjer je vse na svojem mestu, kjer je vse zloženo, recimo tako, kot je tukaj na teh policah, ampak disonanca pomeni nekaj ni tako, kot bi jaz rad. Nekaj me moti, če po domače povem. In seveda, že s tem ni tako enostavno živeti. Ni. Ker je človekova težnja od, če pogledamo, od malega, od dojenčka naprej, je težnja k čemu? Ki je izjemno močna, ki je pravzaprav v mnogo čem ali pa mnogokrat je prevladujoča, in to je težnja k ugodju. Težnja k ugodju. Naj bo svet urejen na svojem mestu, naj bo tak, da bom jaz zadovoljen. In realnost, bolj ko jo spoznavamo, bolj ko jo razumemo, bolj ugotavljamo, da ravno taka ni. Da je notranje nekonsistentna, o tem smo skušali govoriti tukaj, da je polna notranjih kontradikcij, da je pravzaprav odprta, da sploh ni sklenjena. Če pomislite, pa ni tako dolgo nazaj, eno pomembnih del na to temo je tista znamenita razprava o tem, kaj se je dogajalo v času renesanse, pred približno pol tisočletja, oziroma malo več. Kaj je en temeljni dogodek, ki dobesedno spremlja renesanso, oziroma omogoči renesanso? To je, da se je svetom kot takim nekaj radikalnega zgodilo. Če pogledate avtorje, recimo, ne vem, kaj sem, od Jana Husa pa recimo do Giordana Bruna. To je 200 let. Od približno 1415, naprimer, ko zakurijo Jana Husa, pa do leta 1600, ko zakurijo Giordana Bruna. Hvala lepa. Dva človeka, ki jih zakurijo pri živem telesu. Mačka manj kot 200 let. Zakaj ju zakurijo? V luči tega vašega vprašanja je odgovor zelo preprost. Ker sta prišla do spoznanja, da svet ni sklenjena, končna celota z velikim redom, ki ga je takrat seveda hotela cerkev katoliška, kjer so duhovniki. Ena družbena skupina in se ve, kaj dela, kjer so vojaki, druga družbena skupina in se tudi ve, kaj dela, in so tretja velika skupina, da bomo imeli trojico, ker se spodobi, da imamo trojico, kmetje, ki se pa tudi ve, kaj delajo. Vse je na svojem mestu, tako kot na nebu, tako na zemlji, red je večen in zdaj je treba zgolj skrbeti za njega, da smo statični, svet je končen, svet je zaprt, vse je na svojem mestu, tako kot tukaj noter, v sobi je treba zgolj skrbeti, da bojo vsi CD-ji vedno tam, kjer so zdaj. In to mora Robert početi, ali pa nekdo že počne. Ne mi, črnačkam banaliziramo, ampak ne preveč, tam mora biti vse na svojem In potem pridejo ljudje, ki začnejo razmišljati, ne zato, ker so zlobni, ne zato, ker imajo neko strašno potrebo, da bi provocirali katoliško cerkev, ali pa, ker imajo kakšno drugo potrebo. Nobene potrebe nimajo. Dejansko znajo misliti. In to je vse. In mislijo in ugotovijo, da ni tako zelo preprosto. Da je vesolje najverjetneje neskončno.
da je odprto, da je dinamično, da se stvari spreminjajo, da je to, kar je danes res, morda jutri ne bo več res, ker bo znanost, na primer, dokazala, da ni. In da to, kar bo jutri res, morda ne bo več res po jutrišnjem, in nenadoma se odpre svet, v katerem je človek tako negotov. In zgane se prvi, najbolj elementarni refleks. A ne bi mišli nazaj. Prej je bilo tako fajn, vse je bilo nazvaj, ne gre več nazaj. Od sklenjenega do neskončnega sveta gre nazaj, pa ne gre. Pa če zakurte pol zemljanov, ali pa vse. Ne gre. Se pravi, v osnovi imamo neko odprtost, neko negotovost. Stvari lahko, da so takole, kot se nam zdi, ni pa nujno. In seveda, še en refleks se zgane. Ok, kdo nam bo pa zdaj povedal, kako je? In jasno, odgovor na to vprašanje je, ti sam. Razen seveda, če skupaj pristanemo na kakšno obliko despotizma, gospodstva, da bojo gospodarji povedali hlapcem, kako je, hlapci bodo to sprejeli, ampak to pravzaprav spet pomeni, da gremo nazaj. In po malem, prosim, ali pa po velikem tudi včasih, nas nenehno pravzaprav nese nazaj. Naj bo vse na svojem mestu, naj bo 2x2 4, naj bodo gospodarji zaradi nas tam gor, pa jih bomo še dobro plačali, mi bomo pa tle dol, pa jih bomo ubogali, oni nam bodo povedali, kaj narediti, da bo spet rast. Ampak, če dobro pomislite, to živimo vsak dan danes. Če hočemo ali pa ne. Ker se ta diskurs, ki ga Hegel imenuje diskurs gospodarja hlapca, pravzaprav nenehno obnavlja. Ves čas dobiva nove oblike in temeljna obljuba, če lahko rečem, tega diskurza gospodarja je, če boste ubogali, če boste pridni, bomo na nek način naredili vse tako, da bo spet tako, kot je bilo. Vse bo na svojem mestu, bla, 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 bla. In to je temeljna fantazma, če meni vprašam, številnih ljudi. Temeljna fantazma, temeljni scenarij, ki ga podpira želja. Ali bi se dali tako narediti, da bi bilo spet tako? Seveda, z vidika tega, kar ste vi vprašali, se pravi, z vidika uma samega, če lahko še enkrat citiram Hegla, danes bom pač Hegla veliko citiral. Ne more tako biti. Ne, da zato, ker mi ne znamo tega narediti, ali pa nočemo, ali pa smo pokvarjeni, ali pa... Ne! Kaj je temeljni, rekel, prispevek, ne samo Hegla, noviške filozofije, številnih avtorjev, temeljni miselni prispevek k razumevanju realnosti je, da je realnost razcepljena skozi in skozi, da je vselej bila. Da ljudje tega niso vedeli, niso mogli vedeti, niso hoteli vedeti, vse en. Vedno je bila taka. Tako je. Čeprav so se velika teoretska orodja, o kateri sem tudi jaz zanč tukaj govoril, velika teoretska orodja, kot je recimo Cantorjeva teorija množic, rodila šele ob koncu 19. stoletja in v 20. stoletju. Pred Cantorjem nihče ni znal misliti neskončnosti. Misliti, ne v smislu, ja, meni se zdi, da obstaja. Ne, misliti tako, kot je Cantor mislil in tudi dokazal. Ne gre sam za trditev, gre za dokazovanje, da neskončnost obstaja, da neskončne množice obstajajo in da z njimi mogoče računati. Do Kurta Gödela nihče ni dokazal, da je svet nekonsistenten, da je tudi matematika nekonsistentna. Veliki ideal skozi stoletja je bil. Matematika je najbolj popoln način razumevanja vesolja, Bog je matematik, narava sama je na nek način napisana v matematičnem jeziku in naloga znanstvenikov, matematikov in drugih je zgolj ta, da dokončno popišajo to veliko knjigo sveta, potem bo popisana in prišel bo čas, ko bom rekel tako, zdaj bo vse vem. To je velika fantazma. Ampak 20. stoletje prek velikih matematikov, prek Bertranda Russella, prek na drugi strani Sigmunda Freuda,
In številnih filozofov, recimo, Heideggerja, naprimer, Jeana-Paula Sartra, pa potem, naprimer, še naprej, da vsej v tem smo tudi že malo govorili, psihoanalitikov, kot je bil Jacques Lacan, dokažejo, da tako nikoli več ne bo. Se pravi, kognitivna disonanca, nekonsistentnost sveta samega, ne samo nas ljudi, ki smo uboga bitja, kontradiktornost, notranja, rekel, avtoblokiranost, cel kup usporednic ponavadi vlečemo iz sveta kvantne fizike, astrofizike in črnih lukenj in paralelnih vesolij, ne vem katerih ideja, ki dokazujejo Heisenbergov princip nedoločenosti in tako, da zadeve preprosto niso enoznačno določljive, da niso take in za vse večne čase take bodo, ampak da imamo pravzaprav vedno nek background, na katerem že slutimo, da svet ni tak, kot mi mislimo, da je, ali pa kot bi radi, da je. In potem ta orodja kognitivna se kar kopičijo se paradoksi. Obstajajo paradoksne izjave, obstajajo paradoksni stavki, ki jih preprosto ne morete kar odmisliti. Obstajajo izjave, za katere ne morete reči, a so resnične, niso. Izjave, ki vodijo k novim izjavam, ki so še bolj čudne, ki so resnične takrat, ko niso in niso resnične takrat, ko so. In seveda zdravi vsakdanji spontani pameti, ki ni reflektirana, se začne rolati. Se jih začne mešati. Čakaj, kako brivec, a brije zdaj samega sebe ali ne? Dajte že razrešiti ta problem, no? Dajte vi matematiki, vi fiziki, vi filozofi, samo odločite se, no? A se obrije ali se ne obrije. Oni pa kar nenehno dokazujejo, neodločljivo je, čudno je, ne moramo reči, je pa ni, enkrat je pa ni. Potem se temu pridružijo še kakšni kvantni fiziki, še bolj čudnimi izjavami. Elektroni so lahko tam ali pa tudi ne. Lahko so tam, pa še tam, pa še tam. A hkrati, ja. In zavesti se totalno zdaj odpele. Ker tega ne morem misliti. Zakaj ne? Zato, ker je spontana, vsakdanja, nereflektirana zavest tridimenzionalnega makrosveta, pa ne preveč makro, mora biti makro nekako na tej ravni par metrov. Ker spontana zavest, tudi potem se začne blesk, ko začne nekdo Stephen Hawking govoriti o črnih luknjah. Tam se je kar pijana rata, kaj je črne luknje, singularnost. Kaj se tam dogaja? Ne ve. Ravno tako ne ve nič o nanosvetu, o mikrosvetu zavest. Tukaj nekje v tem oskem spektru zavesti, realnosti, še nekaj zna povedati, vse, kar je gor, pa vse, kar je spodaj, se jim pa preprosto rola. Antinomije. Kognitivna orodja, ki jih uporabimo, da nam pravzaprav postrežajo z še bolj bizarnimi stavki, še bolj bizarnimi ugotovitvami, ki ne samo, da nasprotujejo same sebi, ampak vodijo k nasprotujočim si trditvam. Čist konsistentno izpeljamo stavke po pravilih, čist mehansko zaradi mene. Na koncu dobimo pa neverjetne rešitve. Ali pa dobimo rešitve, ki niso rešitve. Ali pa dobimo neke neskončnosti ven. Ali pa še kaj bolj bizarnega. Ampak to so temeljna kognitivna orodja. Vprašajte kateregakoli matematika. Vprašajte kateregakoli filozofa, vsakega človeka, ki se ukvarja z logiko, ali pa kaj podobnega. In kaj zdaj? Seveda, to ni razlog za obup. To ni razlog za obup. Nasprotno, to je razlog za optimizem. In to je tisto, pri čemer pa ima vsakdanja zavest težave. Zakaj? Ker nadaljevanje, optimistično nadaljevanje te zgodbe, pa terja kaj? Mentalni napor. Pa ne malo mentalnega napora, da se nekdo potolažil, ampak pomeni veliko mentalnega napora, pol ga pa pomeni še več. In potem pa zavest reče, ok, jaz ne grem več. To pa ne. Grem jaz eno pivo, vi se zmente
pa pol na koncu pridite, ko so te zmenili, sam povejte mi rezultat. Jaz sem nekaj vprašal. Pomeni, da so ljudje, ki razmišljajo v bistvu, ali pa tisti, ki imamo radi filozofijo, smo pol mazohisti, ker ljudje se izogibajo trpljenju in iščejo ugodje. Ja, imate do določene mere. Jaz bi mečkan vsem ugovarjal, ne, ker to, kar je, seveda, to, o čemer zdaj govorimo, se pravi, ko začnemo govoriti o optimistični zgodbi, je pa povezano z nekim drugim konceptom, to lahko mislimo, z nekim drugim konceptom, ki ga imenujemo intelektualni užitek. Ni to mazohit, to je užitek. Ne more spati. In tako je. Možgani meljajo po noč. Ker možgani rečejo, yes, bravo, ali še malo. In potem uletijo neuroznanstveniki, sodobnimi znanstvenimi, torej spoznanja, kako delujejo možgani, in bolj, ko razumemo, kako delujejo možgani, bolj nam je jasno, da možgani pa glih to hočejo. Napor. Ker so za to narejeni. Naši možgani so produkt evolucije in to evolucijo je poganjal napor, ki ga lahko izrečemo z eno samo besedo takole. Misli, če češ preživeti, misel. In možgani to počnejo na veliko, z lahkoto in pevajoči. In sodobna znanost, in če pa to ni optimistična zgodba, pa jaz tudi ne vem, kaj je. Nesporno dokazuje. Potem imam predavanja skoraj vsake 14 dni na različnih koncih spet, ker ljudi to zanima, veste? Takoj. Možgani so edini organ v telesu, ki, če boste saj približno skrbeli za njega, da vas ne bo preneslo preveč v lenobo, se ne stara. Možgani 80-letnika v principu ne bi smeli biti drugačni od možganov 20-letnika, če ste vsaj približno skrbeli za nje. Kako pa skrbite za možgane? Na način, ki je na nek način spet kontrafaktičen, kot ste prej rekli. Zdi se, da nas nese k lenobi, k ne bi preveč razmišljali in podobno. Pri možganih je pa ravno obratno. Bolj, ko jih spodbujate k delu, se pravi, bolj, ko berete, študirate, razmišljate in tako naprej, bolje jim gre. Ja, zdaj pa prosim, zdaj pa morate mi povedati. Zdaj pa imam že tako selekcijo, ampak kar na tega možgane. Najboljše raziskave pa kažejo, da to je čisto res, kar vi pravite, ampak ne moremo mimo krvnega obtoka. In v bistvu zdaj pravijo, ja, res ne stara se celica, ampak krvavljenost v možganih, to je zdaj tisto, kar nas nese, ne? Ja, to imate prav velike, zato je pa treba malo skrbeti za holesterol, oziroma malo prehrana, bla, bla, bla. Tako, ampak veste, ampak eno moram sprašati svoje misli, kar so bile nekaj. Čist prvo, kar sem tega reči, nazaj, kar ste rekel, v enem svojem delu ste lepo povedal, svoboden človek je, kadar ima dobrega gospodarja. Ne pustimo zdaj to razvoj o dobrem gospodarju. Vi ste dobrega gospodarja zelo visoko postavili. Dobrega, ja, ok. Ja, ampak dobro, vi ste ga postavili čisto gor dolga, ne. Ampak v resnici je to tako. A veste, tako banalno lahko rečete, tudi če je na kmetiji dober gospodar, ne, tudi to v bistvu eno določeno svobodo vsem hlapcem in deklam omogoča, ne? Dober gospodar, omogoča svobodo. S podarkom dober, seveda, se popolnoma ste. Zdaj, ko so že bili za možgane, super je gospa povedala, sam bi se pa vprašal zdaj, možgani, meni je fascinantnih, tako, kad se poskušam uživeti v človeka, to v moje vsakdo počne, 12 let, ki jih je nič preživel v umobolnici. To mi mora biti, mislim, to je po moje svet onkraj sveta, človek je brez besed, pogled, možgani delujejo, mislim, to je, čeprav so ga dali v umobolnico, ampak za mene je to, bom rekel, totalno neškodovanje v zahodnem svetu. On ni več hotel vplivati na dobenega, on je se poglobil vase, to mora biti po moje, mislim. Super, ta vaš komentar zdajle je uvod v nadaljevanje one zgodbe, ko smo začeli. To, da je zavest nereflektirana, še enkrat, spontana zavest, to še nič ne pomeni. To ni noben razlog za obup ali pa za depresijo.
Zato, ker je v naravi uma, ali pa Hegel bi rekel, recimo duha, je zmožnost za refleksijo. In to, kar je mogoče najbolj radikalno, ko govorimo o zmožnosti za refleksijo, zapravo zmožnosti zavesti za lastno refleksijo, je točno to, kar vi pravite, obrat k sebi. Kaj je ena najbolj pogostih značilnih izjav vsakdanje spontane zavesti? Ena najbolj pogostih značilnih izjav vsakdanje spontane zavesti je pritoževanje čez vse živo. Pritoževanje, jamranje, stokanje in iskanje krivcev, zakaj je vsakdanja zavest taka, kakršna je, če že glih ni zadovoljna, sama seboj, druga je, če zadovoljna. Ne? Prvi korak k vednosti, k proizvodni vednosti, je obrat k sebi. Zavest z refleksivnostjo odkriva v sebi tisto, kar je predtem za manj iskala zunaj sebe. Kdo bo prišel, kdo mi bo rekel, kdo bo naredil, da bo svet spet tak, kot je bil nekoč in tako dalje. In ta obrat k sebi je obrat k neskončnosti. In ljudje, ki to naredijo, pišejo knjige, kaj druge, poročajo o tem, poročajo o neverjetnih izkušnjah, ki jih vsakdanja spontana zavest, ne samo, da jih nima, jih tudi misliti ne more, ker nima miselnih orodij. Kajti osnovni princip, osnovno načelo, ki omogoča obrat zavesti k sebi, je kaj? Spet diferenciacija, diferenciranje, razločevanje, ali pa kot bi Derrida rekel, dekonstrukcija, ali pa tako kot bi rekel Freud, analiza. Analizirati pomeni dati narazen, pomeni razstaviti tisto, kar je navidezno skupaj, ali pa kar ne bi bilo skupaj, ali pa kar ne bi bilo enotno, ali pa homogeno in tako dalje. In to notranje diferenciranje je tisto, ki po eni strani, en korelat tega, je kaj? Diferenciranost samih nevronskih mrež. Stopenj svobode v možganih je tako rekoč neskončno veliko. Stopnje svobode so načini, kako se nevronske mreže lahko povezujejo med seboj in koliko sinaps lahko ustvarijo. Druga plat preko tega notranjega diferenciranja pa je vedno nova osuplost, vedno novo spoznanje, vedno nova spoznanja zavesti, kaj vse je v njej sami, pa ni mogla o tem niti sanjati, dokler se ni lotila obrata k sebi. Ta nereflektirana vsakdanja zavest je v resnici zavest, ki ve o svetu, zlasti pa o sebi, tako rekoč malo ali nič. To je, nereflektirana zavest je zgolj posoda, kamor se vsak dan nalagajo recimo informacije, podatki iz medijev, iz okolja, tega je kakor hočete. In lahko se zgodi, in tudi se, pogosto se zgodi, da nereflektirana vsakdanja zavest pri tem tudi ostane. In da postane prepričana, da je zadosti, da se kopičijo informacije, podatki in tako naprej, in da ta zavest zaradi tega, ne vem, raste ali pa postaje vse bolj, ne vem kaj, vse bolj pametna. Pa ni res, ne? Ker je pametnost ali pa razumevanje sveta je povezano z enim drugim izrazom in to je kompleksnost. Bolj, ko je analiza kompleksna, ne? Več je notranjih diferenc, več je notranjih razlik. Mi razlike ustvarjamo. Tam, kjer nereflektirana zavest vidi en enoten pojem, reflektirana zavest vidi tako dolgo zgodbo, ki jo lahko pove. In zato tudi vedno znova govorimo, in to je eno razlogov, da smo bili tukaj, da smo se lotili filmske pismenosti. Kaj pa je pismenost drugega kot sinonim za to notranje diferenciranje? Pogledate en film, vidite en kader in rečete, fajn. Potem reči, ok, pomislite še enkrat, pogledajte še enkrat, a ja, zdaj vidim pa čist nekaj drugega.
Se pravi, je obrat k sebi tisti, ki bi se ga zavest morala vedno znova lotiti, in obrat k sebi prinese to, kar imajo ljudje zelo radi in zelo potrebujejo, to je samozavest. Samozavest. Samozavest ni toliko način vedenja pred drugimi ljudmi, ki je tak, da človek nastopa pred njimi suvereno, odločno, pokončno, dinamično, da ga ljudje občudujejo in tako naprej. To samozavest je strogo, vse spomni nobene zveze. Samozavest je učinek obrata k sebi. Samozavest je veliko bolj učinek osuplosti, da je svet bistveno drugačen, kot se nam je zdelo, preden smo se lotili te autorefleksije. In ta osuplost naj bi pravzaprav bila tisto, kar se kaže navzven, ko človek nastopa nekje pred drugimi ali pa se pogovarja. Ta osuplost, to čudenje, ta zmožnost, da je mogoče na zadeve pogledati še na 10 drugih načinov, kot so tisti, na katere smo navajeni, je navajena, recimo, zavest. Da je mogoče o zadevah povedati neprimerno več, kot pa je tisto, s čimer se pogosto ali pa najpogosteje vsakdanja zavest zadovolji. Češ, vse je dost, zame je to čisto dost. Filozofirali pa že ne bomo. Zdravi, osuplost, začudenje nad svetom je tisto. Naprimer, ko smo že pri teh nevropsiholoških raziskavah, ena luštna, so raziskovali, kako vpliva na otroke, majhne otroke, par let stare otroke, učenje in kateri je tisti najmočnejši dejavnik, ki je povezan z učenjem. Zapravi, odgovor na vprašanje, kdaj se najbolje otroci učijo. A veste, kdaj? Takrat, ko so presenečeni. Ko naletijo na nekaj, kar jim čeljust dol pade. Kaj? Takrat so možgani najbolj pripravljeni in zmožni za učenje. Skratka, ko se spremeni matrica v glavi. Naprimer, ko se spremeni matrica ali... Na neko zgodovino, na preteklost. Ja. Ker zadnjič sem gledal, naprimer, pred 14 ali 3 tedni je bilo na petek polnokošni klub in so govorili o nastanku Slovencev. In to je bilo tak džumbus, da to verjetno ne moreš. Tako da sem prav pogruto, da smo mi zgleda v tej grško-himski matrici in da če hočeš te stvari doumeti, da pač prihajamo iz Indije oziroma iz tega ruskega sveta in genomika sama, mora spremeniti matrico. Drugače ne priješ nikamor. Drugače zamakne z roko, gre stran, tako naprej. Mislim, če in potrebuješ napor in čas. Se strinjam popolnoma. Se strinjam, in to, kar pravite, je izjemna zmožnost uma, da je lahko presenečen, da je lahko osupel, da je lahko začuden, da prenese, če ga nekaj od zunaj šokira. Celo ne samo, da prenese, da ga nekaj šokira, ampak da je zaradi tega v boljši kondiciji kot prej. Bolj je pripravljen sprejemati novo, nekaj se začne dogajati, tuf. In danes, če pomislite, je veliko ležernosti pri ljudeh. Nekako, povejte mi kaj takega, kar se bo ujemalo s tem, kar je že vem. Namesto, da bi težili k temu, šokirajte me. Presenetite me. Povejte me kaj takega, česa še nisem slišal, da se bom imel s čim pol ukvarjati. In če, ne vem, zdaj, koliko se vi s tem ukvarjate, če spremljate, naprimer, te spremembe, climate change, recimo podnebne spremembe, kako katastrofalne so in kako bo zagotovo dejavnik, ali pa že je, pač vsaj na določenih koncih sveta, ki bo morda, to je vprašanje, še dovolj močan, da se bodo ljudje dejansko zganili.
ker te spremeti, te katastrofe so pa res take, da če ne zdaj odpade. Samo sredstvo, ki so bili odkrili v Severnem polju izpuščenje plina, za katerega ne vedo, ali se to dogajalo skozi zgodovino, ali je to nov moment. Skratka, že en Yellowstone lahko zbrka nam cel svet v bistvu. Skratka, zamuja pa že koliko? 90 milijonov let, nov izbruh. Ja, se strinjam. Skratka, danes mi se pogovarjamo neke stvari, ki so onkraj nas, mi na njih nimamo vpliva. Tako je. Čist, skratka... Tako je. In to bi moralo biti danes videti na vsakem koraku. Oh my God! S čim se mi ukvarjamo? O čem mi sploh zdaj razmišljamo? Mi razmišljamo o nekih, ne vem, detajlih, a bo ta sosedov Joža Ulmu rekel tole, a bomo tam nekaj naredili. Čak, kaj pa je to, kar je nad nami točno? In zdaj lahko takoj, a ne? Ugotovite, ali pa ugotavljate, ali pa spremljate v zunanjem svetu, koliko tega sploh je, kako ljudje mirno živijo naprej, kot da se nič ne dogaja. Eni grejo v paniko, eni grejo v humor, eni grejo v satiro, eni grejo v ironijo. In potem, tukaj po moje izhaja vse to, ne? Se strinjam. In potem skozi čas se nek trenutek zgodovine, ki preskoči iskra, se nekaj nagne. In potem, to je to. Potem pa pride do čredne morale, po moje, ne? Ja, pri tom naredilo so tudi čist drugačni strokovnjaki, pa tudi naš Gajster, če ga berete, poslušate, gledajte, res ne veš, ali se zemlja spreminja, ali je človek res čist nepomemben na te zemlji. Tako, če Gajstra poslušamo našega, je prav humorno, lahko rečete, gremo v humor, ampak on se nič ne sekira. Aha, no, jaz se zelo. Se pravi, da na svetu sta ti dva pola, eni pravijo, da je človek brez veze, zemlja tako prehaja iz ene dobe v drugo dobo. Skratka, gledajte, jaz ne vem, nisem toliko pametna, da bi... Razumem, no jaz pa ne želim se obnašati lažno, skromno, češ da ne vem, jaz pa vem. Jaz pa vem, ker je evidenc, o tem sem tudi že napisal cel kup stvari, evidenc o tem, kar lahko ve vsak otrok, če mečkam pozna fiziko in kemijo, tako veliko, da danes se mi zdi pa neresno, resnično in neodgovorno trditi, da osnovne fizikalne zakonitosti ne veljajo. Če spuščate molekule CO2 v zrak in jih je danes več kot včeraj in veste, da ujemajo oziroma blokirajo infrardečo svetlobo, potem že samo to preprosto dejstvo vam mora nekaj dati vedeti za Boga. In sicer to, da če je molekul v zraku vedno več, bo tudi toplote vedno več. In ta toplota se v glavnem potem akumulira v oceanih, kjer pač pokriva 71% zemljine površine, kar pomeni, da mi neposredno segrevamo oceane. In ko pomolite ta prvi termometer v ocean, boste to tudi ugotovili. Vse ostalo so zame pravljice. In se sploh nisem pripravljen z nikomer pogovarjati. Ali to je, ali to ni in tako naprej. Osnovna elementarna matematika pove, če bi se človek seveda tega lotil, ampak se ne, to se danes pogovarjamo o tem, zakaj se ne, če bi se lotil, bi ugotovil, ali pa pač nek matematik, recimo o tem poučil, koliko energije se akumulira vsak dan v zemljinem ozračju, v zemlji oziroma v oceanih. S številko, je bilo to že zdavnaj izračunano, je toliko energije, kot če bi odvrgli 400.000 atomskih bomb, kakršne so padle, ali pa je padle na Hirošimo. Vsak dan. To je elementarna matematika. Zdaj, jaz se bojim, da je človeštvo morda tako neumno, generalno vzetost, tako neumno, da bo morda pripravljeno zanikati elementarne principe matematike in znanosti. Zdaj, zaradi profita. Če pa to naredimo, potem pa seveda na nek način ni več niti vredno, da preživimo. Kajti, če se v zgodovini znajdemo v položaju, ko se nenadoma kolektivno nič več ne strinjamo, da je 2 + 2 4, pol je pa seveda vsega konec. Zakaj? Zato, ker 2 + 2 je 4.
Če smem iti s tole politiko, ker je prav smešno zgodbo, 2 dni nazaj je govoril Mramor, nekaj v Frusto, ki je že pač bil, kako je Slovenija z krize. Isti dan je pa predsednik Pahor imel v gosteh italijanskega predsednika in je iz ustostave, da mi še nismo prišli na vrhunec krize. Skratka, to je, in ko to gledaš, poslušaš, pa se ne moreš biti resni več, ker, mislim, zgubljeni smo, tukaj smo na tem prostoru, nas vseh strah postavili, od vladarjev do nas, ker ni enega, da bi nam rekel, dajmo graditi vodovodne vire, to je prihodnost, sposobnosti 3,5 milijarde in pišnimo graditi vodovodne vire, hkrati še pa namakarne. In smo takoj iz krize. Ena vlada, ena politična stranka, ki bo to zagovarjala, pa s tem uspela, mi smo takoj po moje iz krize, ko že govorimo neke rešitve, ki so vidne, odkole, bom rekel v enem momentu. To je to. Jaz se strinjam s principom vašega razmišljanja. In mogoče je dobro, da to še večkrat omenimo ali pa ponovimo ali pa se k temu vrnemo. Mogoče se je treba vrniti vedno znova k elementarnim principom, kako deluje naša zavest, kako deluje duh, kako deluje in kako deluje znanost. Drugih orodij mi preprosto nimamo. Zdaj, če imamo voljo, potem se je dobro vračati vedno znova k osnovnim principom. Zakaj? Jaz imam dovolj izkušenj, da vem, kako delujejo ideološke prakse. Kako hitro je mogoče človeški človeško zavest, to vsakdanjo, nereflektirano zavest, pripraviti do tega, da koraka, do tega, da sproži svetovno vojno, ali pa še kaj več, da se začne množično pobijati med seboj brez kakšnega posebnega razloga. Glede tega ne smemo biti naivni. Od tega pač preprosto moramo odstopiti. To so elementarne zadeve. Evidenc za to imamo iz zgodovine glihko, kar hočete. Dobro. Kaj so še enkrat osnovni principi? Bom spet citiral Hegla, ena krasna ideja je, oziroma koncept je, s katerim se on veliko ukvarja in sicer. Kaj je tisto, kar nam omogoča, da sploh o čemerkoli mislimo? Če samo malo pomislimo, nam mora postati jasno, kaj je to. In to so empirične okoliščine, v katerih živimo. Hegel pravi, to je naša narava. Ljudje prehitro, vse prehitro segajo po ne vem kakšnih idejah o abstraktnih in ne vem kako premišljenih idejah o tem, kaj je človek, kaj je človekova narava in tako dalje. Potem jih pa vprašate, da vam povejo 3 stavke o tisti ideji, ki jo imajo, vas pa debelo gledajo. Zakaj? Zato, ker so to pobrali od nekod. Ker so to razlage, naprimer interpretacije, ki niso reflektirane, ki jih ljudje sprejmejo tako, kot sprejmejo, ne vem, blago nekje v trgovini. Preprosto blago je že zapakirano, hrana je že napol skuhana ali pa celo več, vi jo samo vzamete, daste recimo v lonec, pogrejate in pojeste. Ne, da bi se sploh vam bilo treba vprašati, kaj sem pa zdaj pojedel? Ali pa, kaj pa je, kaj so sestavni deli tega, kar sem pojedel? Ali pa, kako je ta izdelek sploh prišel na polico in the first place? To je hkrati tudi prispodoba, če mene vprašate, za prevladujoče načine razmišljanja danes. To, kar pa mene zanima in je Hegla zanimalo, naprimer, je pa ravno nasprotno od tega. Vzemite katerokoli dejstvo iz empiričnega sveta, katerokoli, smo že iz krize. Naprimer, Mramor je rekel, mi smo zgodba o uspehu. Zame je ključno in če to pade, potem smo izgubljeni, oprostite, jaz drugega ne moram reči. Zame je ključno, da ob taki izjavi rečemo, kako ne jaz vem, da je to res. Ne gre za to, da reče, ja, Mramor že ve, on je pač ekonomist, v končni fazi je minister, on že to mora vedeti, zagotovo je tako. Tlej zgodbe konc.
če tako razmišljamo, pa smo izgubljeni. Potem nam bodo prodali pač karkoli, kar se je v zgodovini že dogajalo. Od raznih vraževernih idej, ne vem kakšnih cerkvenih, religioznih ali pa kaj drugega. Jaz nisem pripravljen, jaz posebno, da sem rekel, da bom vse dve sporom, jaz nisem pripravljen ene same izjave vzeti for granted. Tako je, zato ker je nekdo tako rekel. Me ne zanima, morda je tako, ampak jaz se bom glih še vsem prepričal. Zakaj? Ker se lahko. In to je tisto, kar je najbolj čudovito, najbolj fantastično pri rabi ali pa rabah uma, kot pravi Hegel. Da naš nima nobenih težav, če smo se mi voljni lotiti razmisleka o taki izjavi. Ok, mi smo zgodba o uspehu. Prav, katere so evidence? Dajmo pogledati, danes pa res to ni težava, imamo internet, imamo dostop do informacij, imamo knjižic, mislim, čist nekaj drugega je bilo to v srednjem veku, ko smo bili v glavno nepismeni. Bom malo pogledal, se bom prepričal, kaj vse se mora zgoditi, da je nekaj zgodba o uspehu, pri čemer ni nepomembno, da smo ravno kar eno tako zgodbo o uspehu dali skozi. Pa glih ni bila zgodba o uspehu, ravno kaj drugega je bila. Čakaj, se pravi, sem še dodatno previden, spet nam ponujajo. Ampak na ta način se začne razmišljanje. Zdaj, kam bom jaz prišel, kako daleč bom prišel? Vse to stvar moje volje, koliko časa sem pripravljen porabiti za take razmisliti. Ampak najbolj pomembno in pri tem ustrajam in k temu sem pač vedno znova vračal, mene od tega ni mogoče odvrniti, je, da je naš zmožen misliti katerokoli empirično evidenco in se vprašati, ali je to res empirična evidenca, ali se samo zdi, da je. Zakaj? Zato, ker je, kot smo rekli, to je zame aksiom. Vsakdanja zavest je nereflektirana. Vsakdanja spontana zavest šele bo postala reflektirana, če se bo lotila miselnega dela. Drugače pa ne bo. Pa jo lahko napolnite z ne vem katerimi informacijami, pa podatki in izgotovljenimi razlagami in tako. Ne bo. Ne bo se spremeniti za malo. Se pravi, to, kar bi mi radi, oziroma kar bi sam rad, če vam tako rečemo, je sprememba zavesti. Ja. Sprememba zavesti. Vsaka sprememba zavesti nujno pomeni, da je za njo, potem ko je spremenjena, če še en Hegelov poudarek, za vsako spremenjeno zavest je tudi svet spremenjen. Ne obstaja en svet in veliko zavesti, ki krožijo okrog sveta. Ampak je drugače, ker je na nek način svet, to, kar imenujemo svet, je korelativen zavesti, ki govori o tem svetu. Sprememba zavesti ipso facto pomeni spremenjeni svet. Prosim. To je tako, da bi sami sebe pogledali v špeglu istosti in različnosti. In Hegel tudi poudarja, da zavest, potem ko se loti miselnega dela, ustvarja različnosti, ustvarja drugost, ustvarja, kot smo že prej malo rekli, ustvarja razlike in različnosti, ustvarja jih. Mi narobe razmišljamo, ko rečemo zavest enega človeka, na drugačen način misli svet, kot ga misli zavest drugega človeka. Ne, dva človeka ne mislita istega sveta, ampak mislita različnosti in različne svetove. In bolj, ko jih mislita, bolj jih diferencirata, oziroma bolj se spreminjata in vsaka spremenjena zavest pomeni tudi spremenjeni svet. In če zdaj tega ne moramo razumeti, potem moramo toliko časa vztrajati pri tem načinu razmišljanja, da nam bo to postalo jasno. Ker alternative preprosto ni. In zgodovina danes, v tem času, ob teh dramatičnih spremembah okolja, je taka, da dopušča možnost
dopušča razmislek, da business as usual pomeni morda tudi konec človeštva, kot ga poznamo v naslednjih desetletjih. Ker ko se bo ta zemlja spremenila v Venero, mi preprosto ne bomo preživeli, kratko malo ne bomo preživeli, nobena interpretacija ne bo pomagala in nobena razlaga ne bo pomagala. Danes smo bolj kot kadarkoli, dejansko človeštvo še ni bilo nikoli s tem tako soočeno, kot je danes. Danes smo soočeni z trdimi, brutalnimi, empiričnimi dejstvi. Včeraj sem se pogovarjal z enim gospodom, ki je vrtnar, prišel pač nekaj ciprese tam, so se nam posušile, porezati in nadomestiti z novimi in tako dalje. Popoldan takole sva stala na našem vrtu, pihljal je prijeten vetrič, 20. aprila, in nosil tist vroč zrak, ki ga poznam, ko se julija to zgodi, 20. julija piha, ne tist pregret, vroč zrak. In moja zavest je rekla, ti čakaj, zdaj ni 20. julij, ne, ker je 20. april. Čakaj, kaj se tle dogaja? Nekaj se dogaja. Glejte, jaz od tega kratko malo ne odstopim. Preveč evidenc je, da bi lahko bil še brezbrižen in bi rekel, ja, se vidi, narava je taka. Vse se že vidi, že nebo, kako je megleno, kako je ta difuzna svetloba in to dnevno, ker tega včasih bi bilo. Včasih spomnim, jaz sem zelo rad kot otroku slikal še oblake, nisem slikal, da sem imel fotoaparata in jaz sem zelo rad oblake. In zdaj, ko je to gledam, to je meglica pri meglici. Če gledam stare fotografije izpred 20 let, to je čez drug svet. To je evidenc. Ja, to je empirična evidenca. To mi je tak malo petoš malo, ne? Ja, Jaz imam rad te spremembe, ne maram te spremembe. Kaj smo že zamudili uro, pa se pa odklopila, da? Moramo ven, kaj? Kaj to pomeni? Ne, ura je 6:50. Dobro, okej, to je malo za... Ko je še eno stvar vprašam. Prosim. Ne, tisto bolj tehnično vprašanje, filozofsko v tem smislu, kakšne relacije med umom pa zavestjo, vsej po Heglu? Zveni zelo podobno. Jaz bi kar odgovoril s Heglom. Hegel je tak lep izraz, pravi, zavest je lahko samo v uku, pri umu. Zavest je torej vajenec, če mene vprašate. Vajenec pri, dobro, on reče sicer tudi duh, ne, v fenomenologiji duha govori o duhu, torej zavest je vajenec. Zavest, seveda je logično, ne, mi spontano zavest individualiziramo. Moja zavest, vaša zavest, vi se zavedate sebe in tako naprej. Se pravi, zavest je skozi in skozi omejena. Že ko jo poskušamo razumeti, ker jo razumemo kot individualizirano, ne, je omejena. Poleg tega je nereflektirana, medtem ko je je neskončen. In zavest se v umu skozi autorefleksijo diferencira in uči tega, česa, se mogoče to treba poudariti, česa se zavest uči. Spet en tak lep Heglov poudarek, ne? Česa nereflektirana vsakdanja zavest ne ve. Spet je logično, ne ve, da je zavezana, rečemo, da je zavezana, ujeta je v nekaj, kar imenujemo univerzalnost. Vsakdanja zavest tega ne ve. Vsakdanja zavest je omejena z lastno individualnostjo in sprejema in razume to, kar je neposredno okoli nje. Spontana zavest niti kontrafaktičnosti ne prenese. Ne prenese, ker je navajena, ne? To je kozarec, to je steklenica, to je miza, ok, to razumemo, če nekaj je vzmer. Spravi, spontana zavest je pozitivistična. Hkrati je tudi vraževerna, ampak to nas zdaj toliko ne zanima. Medtem ko v odnosu do duha ali pa uma spoznava univerzalnosti. Spontana, nereflektirana vsakdanja zavest ne ve, da je 2x2 4. Ona to samo privzame, ona to sprejme v šoli, ko so tako učili. Reflektirana zavest pa ve, da je 2x2 4 in zna to tudi misliti. Se pravi, razlika je, da šele v odpiranju neskončnemu umu zavest lahko misli svet, realnost, sebe, druge ljudi, lahko jih misli. Nereflektirana zavest je končna in ne zna misliti
Zna samo ponavljati. Zna samo tako kot učenec v šoli ponoviti za učiteljem. Sedi, pet, super, zdaj pa vse znam. Pojma nimam ničemer. Če zna kaj, zna kvečemu ponoviti za svojim učiteljem. To je daleč od tega, da bi znala zavest misliti. Recimo misliti danes, mislite vreme. Ne naštejte mi podatkov, mislite jih. Ali pa mislite podnebje, ker podnebje ni isto. Ali pa mislite sami sebe. Zavest, ukažite ji, draga zavest, misli sebe. Kako se pa to naredi? Samo s teoretskimi orodji se to naredi. Ni mogoče misliti brez orodij, miselnih orodij. Nekaj smo že prej našteli. Antinomije, paradoksi. So orodja za razmišljanje. Logika je orodje za razmišljanje. Konsistentnost, na primer, je orodje za razmišljanje. Če je 2x2 4, 2x4 8, mora biti 9, na primer. Ene zadeve morajo biti konsistentne. In vsega tega se zavest uči v odprtosti do uma, oziroma do duha. In spoznava, in Hegel recimo v poglavju, ko govori o Antigoni, ko govori o spopadu med Antigono in Kreonom, on reče nekaj briljantnega, namreč, da Antigona ne zastopa zgolj družinskih vrednot, tako kot se v srednjih šolah učijo. To je prekratko. Tudi če Antigona sama pravi, ampak vse ne pravi. Antigona reče zelo jasno, jaz sem zastopnica nečesa, kar je od vekomaj. To ni stavek. Jaz sem za neke družinske vrednote, ki pa. Moji bogovi so od nekdaj, na katere se jaz sklicujem. Ko govori torej Hegel o spopadu med Antigono in Kreonom, pokaže, da Antigona, kot ona je skoraj otrok, ona je deklica, ona je najstnica, da Antigona doseže nekaj, kar je v bistvu ultimativni cilj vsakega človeškega bitja. In to je svojevrstni paradoksni, zdaj pa lahko temu tako rečemo, paradoksni odnos do univerzalnosti. Se pravi, ona kot posameznica, kot to konkretno bitje, s to omejeno zavestjo, doseže spravo, pravi Hegel, spravo z univerzalnim. Ona zastopa univerzalno. Sprava je seveda malo paradoksni izraz, zato ker Antigona s tem, ko to doseže in zato tudi plača najvišjo ceno, ona zato plača najvišjo ceno umre. Pokaže celemu svetu za vse večne čase, da je ta sprava z univerzalnim trenutek, ko posameznik ne zastopa samega sebe, pa svoje omejene, končne, mečkane lenobne zavesti, ko torej zastopa univerzalno, zastopa tudi nekaj nemogočega. Nekaj, kar bo verjetno vedno znova naletelo v okolju, v katerem se bo to zgodilo, ker to okolje bo končno in tam bodo posamezniki, ki imajo končno zavest, ki je nereflektirana, ki je mečkan lenobna in tako dalje, bodo praviloma tako gesto zavrnili. Jo bodo zavrnili, jo bodo prepoznali kot nasilno, naprimer, ali pa kakorkoli problematično in človek bo vedno. Zdaj boste spet rekel, je to mazohizem. Ne gre za mazohizem. Mazohizem je bolj psihološka zadeva. Posameznik je mazohiznik, ki ima od tega bla. Ne, to nas ne zanima. Zanima nas odnos med posameznikovo zavestjo in univerzalnim. Univerzalno je tisto, kar je večno in nespremenljivo. In posameznikova zavest je zmožna za večno in za nespremenljivo. In je zmožna v tem odnosu prepoznati pravi neko svojevrstno, paradoksno reconciliation, zapravo nekakšno spravo. Gre za to, gre za celo fizično izkušnjo, kot da bi posameznik šele takrat zares in dokončno postal zadovoljen. Kot da mu vse tisto prej
ni prineslo resničnega zadovoljstva. Sicer je samega sebe slepil, kako mu je fajn, kako je v redu, pa te dobrine, pa one dobrine, pa to smo že prej povedali. Ja, ne? Ampak, ko se pa odpre ta odnos do univerzalnega, pa človek, Antigona pričuje za to, ne? Spozna, there is more. Obstajajo razsežnosti sveta, ki so daleč onkraj moje začasne, končne omejenosti in lenobnosti. In ta odprtost ne prinese tega, česar se ljudje ponavadi bojijo. Ja, zdaj kar nekaj abstraktno nakladajo, nekaj brez veze filozofirajo, kakšen smisel pa to sploh ima, to nima nobene zveze z mojo konkretno vsakdanjo realnostjo. Ne, ravno obratno je. To je tisto, če bi parafraziral Hegla, po čemer zavest ves čas krepeni, po odnosu do večnega, univerzalnega. In v tem odnosu zmore dejanja, ki jih v svoji končnosti in omejenosti ne zmore. Zakaj? Zato, ker je končnost in omejenost zavesti povezana, prepletena s preračunljivostjo. Na osnovi, na podlagi nekih končnih empiričnih evidenc ali pa elementov, človek poskuša nekaj skleniti in nekaj narediti. Za ta denar lahko kupim toliko dobrin, fajn. Drug mesec bom dobil nov denar, pa bom kupil nove dobrine, v redu. Čez 3 mesece gremo na počitnice, kam tja, v redu. Fajn, in tako se da živeti. In večina ljudi, če ima res sploh dovolj denarja, se večina ga nima, recimo tisti, ki ga imajo, tako fajn živijo vse življenje. Ampak to pomeni, da je zavest, spet parafraziram Hegla, zapravila svoje življenje. Če ga je preživela tako, ga je tudi zapravila in je v resnici nesrečna. Šele odprtost do neskončnega. Za to odprtost smo narejeni. Čeprav tega ne vemo, spontano tega ne vemo. In sem se pa umešča tudi ideja dobrega gospodarja. To nam mora šele nekdo povedati. Šele nekdo nas mora, rekel, sund iz te lenobnosti, da se začnemo odpirati do univerzalnega nečo. Oh my God, pa res. Glej, wow, to je pa čist nekaj drugega. In je. Dokaj se pa to ne zgodi, zavest tega niti vedeti ne more. Lahko ji pripovedujete noč in dan, pa bo sam debelo gledal, pa to vam nekaj pripoveduje. Torej, tukaj tudi vidimo, kako je Hegel v nekem smislu skoraj pozitivist. Kako ga zanima, pravzaprav kaj? To, kar mu pogosto najbolj učitajo, empirična izkušnja zavesti, to ga zanima. Ta odprtost do univerzalnega je empirična izkušnja. To ni kar neko nakladanje abstraktno. So ljudje, ko to zaznajo, ko to spoznajo, ko to začutijo in vam znajo povedati, da potem poti nazaj sploh več ni. Poti nazaj ni več. Ta zavest, ko se je odprla do univerzalnega, ne želi več postati končna, lenobna, vase zaprta zavest. Preprosto ne želi. Ker je hkrati s to izkušnjo odprtosti odkrila, ta zavest je odkrila, kaj je njena resnična želja in kaj je resnična svoboda na tem svetu. Ljudje si vsi pomalem, ali pa mogoče tudi ne čisto vsi, želijo neke svobode, da bi bili svobodni. Ljudje nimajo radi ideje, da niso svobodni. Tudi ne o matrici reče Morfeju, da nima rad te ideje, da ni svoboden. Jaz to obvladujem svoje življenje. To bomo še videli, ne? Ampak Neo je dober nosilec te spontane vsakdanje zavesti. Vse jaz še kar obvladujem svoje življenje. Ne obvladuješ nič. Okay. Smem še stule se prav navezati, da ste zdaj dali tole filmsko primerjavo. Jaz sem zadnjič gledal tudi TV, pa sem videl eno fantastično reklamo za pivovarno Paško. Boris Kavaca, imamo na rok, ponos, van se splača vlagati. Smo pa pred 20 leti je prišel pa ven film Pulp Fiction, pa govoril o Črncu, Bruce Willisu, ponos samo boli. Mislim, kakšna primer, jaz sem se bral, mislim malo tako, miks, ampak to je to, ko vi govorite, možgani, in bum, ne. Odlično, odlično, ja, imate, to so dobre stvari, zdravo. In ja, ta
torej odprtost do univerzalnega pove zavest se sama sebi pove, da je resnična želja, ki jo ima, ravno ta odprtost do univerzalnega in da je svoboda dolžnost. Dolžnost, da nekaj naredi zaradi te odprtosti do univerzalnega, je dolžnost zavesti, da nekaj naredi. Ne gre samo za posameznike, ki so se odprli in meditirajo v nekem samotnem otoku in oni so odprti in ne vem kako. Ne, to je preveč poceni. Hkrati s tem gre dolžnost. Tvoja dolžnost je, da nekaj narediš. In če mene vprašate, je vsaka dobra ideja dobrega posledica, da tanko tega razmišljam. Se pravi, kaj je moja dolžnost, da naredim na tem svetu, potem, ko sem se odprl do univerzalnega? Tvoja dolžnost je, da narediš nekaj dobrega. Ampak to dobro bo vselej onkraj tega, kar se dogaja na teh svobodnih trgih in blaga, ki ga tam dobite. To ni dobro v strogem pomenu besede. Ker dobro je nekaj, česar kapitalizem sploh ne prenese. Dobro je namreč egalitarno. Dobro samo je egalitarno, tako kot je misel sama egalitarna, tako kot je univerzalno egalitarno. In če hočete danes, ali pa v tej prihodnosti, kolikor jo imamo, bo vedno bolj, jaz sem prepričan v to, vedno bolj aktualno še eno vprašanje. In to je, koliko pravičnosti sploh zmoremo kot človeštvo. Ker je kapitalizem v osnovi, kapitalizem je inherentno nepravičen. Zato se razlike med ljudmi povečujejo. Nemogoče je, da bi se v pravičnem svetu razlike tako povečevali, kot se... To je v oči bijoče, menda, jaz upam, da je to razvidno. Se pravi, ideja pravičnosti. In ideja dobrega je egalitarna in je pravična. Kdor zmore dobra dejanja, zmore taka dejanja, ki so pravična, ki že pravzaprav pomenijo pravičnost v svetu. In ljudje, ki do tega pridejo, pri tem samo še vztrajajo. Ker poti nazaj kratko malo ni. In tukaj se je bati zmožnosti sodobnega kapitalizma, da ljudi sproti prepričuje, da to ni potrebno. Češ, da bo sam kapitalizem poskrbel za demokracijo, pravičnost, zmanjšali bomo razlike med revnimi in bogatimi in tako naprej. Jaz sem dovolj strpan, nekateri od vas tukaj tudi, da se spomnim, odkar nazaj mi seže spomin, kamorkoli nazaj mi seže, kamorkoli, desetletja dolgo. Ne pomnim, da bi katerikoli politik govoril kaj drugega, kot govorijo danes, pa gremo nazaj do Tita, pa do Kardelja, pa do naenkega Staneta Dolanca, pa do Milke Planinska v 70-ih letih. Zgodba je bila vedno enaka. Treba je šparati, smo v krizi in tako naprej. Potrebujemo stabilnost in moramo šparati. Odkar jaz pomnim. In se počelo tako naivno, skoraj bi rekel otroško vpraša, za Boga, če že 40 let armada ljudi dela na stabilnosti, varčeva, kje, mislim, pa se moram tvoj kje poznati. Razlike so pa sam še večje, pufi so sam še večji, zadolženost je sam še večji, in se rečeš, je dober je. Kdo ima nekoga za idiota, ne? To je tako v Sloveniji, ko je Švica, ko sem bil v švicarski bolnici, pa me vprašam, kako je v Sloveniji. Pa ste rekel, da Slovenija je super, da imamo reke, pa ne gradimo hidroelektran, imamo morje, pa ne še bo valovanje morja, imamo celo veter, pa nimamo veter. Eno celo imamo, eno ugor. Ja, ti se zdaj veliko slušno, ja. Ste rekel, ampak smo pa tako prihni, da smo naredili koln fabriko, uvažamo koln iz Indonezije. Tip ni vedel, kje sem resno govorim, zmeden je bil. V Švici je gospodarstvo njihovo, kmetijstvo sploh, v ustavi zapisano to, kar zdaj politika sluša, da nekaj podrogo ostalo. Kar bi bilo smiselno za Slovenijo, po neko področje, po neko tole. Vpraš pa, imate si tako podrogo prav, ne?
človek je viden, meni se tu pa tam zdi, da Marx ni imel prav, da je rekel, delo je ustvarilo človeka. Zdaj se mi zdi bolj, da lenoba je ustvarilo človeka. Brez zamera, mislim, seveda, dan se lahko na fotelu in si vse pokličeš, vse si urediš, ne. Meje so se zmanjšale. Včasih je bila moja meja tole, kar sem lahko dosegel. Zdaj je moja meja za uporabo pametnega telefona, interneta, postala veliko grobosarske. Mislim, jaz sem lahko to besedo statičen. Tudi nek španski film je pred leti bil na to temo, ker človek doma živel ekran in tako naprej. Če smem pripomniti en paradoks, jaz imam občutek, da več kot je informacij, manj je potrebe po razmišljanju, več kot je dobrin, manj je potrebe po reševanju problemov. In še hkrati, ko ste prej rekli, ena misel, ravno to, nenavadnost, ki jo ljudje pogrešajo, ker ne razmišljajo, ker ne kompenzirajo v raznih zdravilstvih, raznih metodologijah, v raznih idejah v zaroti, o tem, da imamo vesoljce, ki vladajo v svetu, ker je, vse to projicirajo te enote. Se pravi, da ta težnja po neki zanimivosti v ljudeh obstaja. Sem za Boga, verjetno je res to, kar ste rekli, jaz se včasih sprašujem, zakaj pa ne sprejmejo znanosti kot take, zakaj ne sprejmejo empiričnih dejstev. Verjetno je res predolga pot. Je lažje servirati na nek skrajšen način vse te stvari. Meni se zdi celo ena stvar, da se je Facebook naredil prav iz tega, da ljudje ne izblaznijo. Meni se zdi, da bi Amerika brez Facebooka že izblaznila. Sej, če pomislite, to so res ta prava vprašanja, se strinjam. Če pomislite, a ni mogoče en najbolj grozljivih odgovorov na to vprašanje tale, namreč, ali ni res, da lahko vsakdo od nas, ki je zdaj tukaj, jaz sem to prepričan, čeprav se ne poznam, ampak sem prepričan na to, vsakdo od nas lahko preživi svoj vek ali tudi, recimo, čisto zavestnim blefiranjem, kaj da veš, kaj znaš, podobno navajanjem, recimo, vse danes tega nihče ne more preveriti. Vi lahko kadarkoli rečete, ne vem, najnovejše raziskave iz tega področja trdijo to. Kdo bo govoril? Razen, če nimate glih neznanske smole, da imate pred sabo nekaj profesorja, ki pa glih iz tega področja, pa bo rekel, a ja, res, ti, kje pa si to videl? Ampak to je malo verjetno, ne? Ali pa, da preprosto ne mislite in da na neki točki ugotovite, ne samo, da mi ni treba, ampak da je pravzaprav to lahko tudi čisto redno. Zakaj? Spet se vračam v tiste ideje kognitivne disonance. Ker vsako ustvarjanje kognitivne disonance, to pomeni, da zadošča, da se v neki družbi z nekom ne strinjate. To pomeni kognitivna disonanca. Je napor. In z lahkoto se boste verjetno z malo strinjali in boste rekli, glej, a ima to sploh smisel? Zakaj bi jaz sploh ustvarjal kognitivno disonanco? Glej, unga človeka bom sam se frustriral, ker bo mu pritisk narastel in bo začel kričati name in mi dokazovati, da se motim in tako naprej. Pol bom še jaz vznemirjen in na koncu ne bo imela oba ničesar, ker jaz bom ustrajal pri svojem, on pa pri svojem. Zapravo, zakaj sploh začeti miselni proces? Edini pravi danes odgovor je, nima nobenega smisla. Torej ga ne začneš, ker si, sami paradoksi, ja, ker nisi neumen, ne? Ker si že korak naprej šel. Tako, si že premislil in si rekel, nima smisla misel. Čeprav, če vam smem zdaj reči eno, zadnje še, mislim, da 3 ali 4 predavanja nazaj ste napisali film Act of Killing, ne? In sem si ga pogledal, ne? In vam povem, da prve pol ure grozljivko sem vse, bom rekel, res občutil, ampak prišel je pa trenutek v filmu, ker sem se, pa mi je bilo potem sram, ampak glasno nasmejal. Ker so kazali tam v eni sobici, kjer so dali mizo, kako so v njim šrfam kot pance. In ko so pričeli pet, je mene zapopadal nenormalni smeh. Tako da, ampak sem potem pa naredil, ker sem pa zvit, ne, sem pa jaz mogel to sam sebe testirati, sem pa zdaj se preselil in sem zdaj prijatelje poklical v Plasma TV in sem jim dal ta film gor. In sem gledal, in sem jih seveda zdravim kot komentator, to malo tudi sugeriral in res film jih je prizadel,
Ampak smo prišli pa do tega, klopi in potem petja, je pa stvar tako absurdna, tako je izven te, smo se pričeli pa vsi še enkrat smejati, ne? Ampak je bilo potem tudi zanimivo vsem hudo, ne? Ker sem pa potem presnekal naprej in so še videli potem žrtve in tako naprej. Mislim, film je pa res, bom rekel, bil tako, ti odpre, mi pa določen, ne? Sem se pa še pozanimal in obstaja še en film zdaj, ki ga je isti časer OPH posnel, kaže pa zdaj žrtve. Aha, govori o tem. Govori pa zdaj se je pa film fokusiral na žrtve same, na te, ki so pobegnili in tako naprej. To bo za pogledati, se strinjam, zdaj sam povedite in prosim koliko ura. Pol 7. Kaj sem dobro zadev? Ja. Ne, se pa ali tako moramo nehati, ne, ker je toliko ura, malo bolj takole osebno izpovedno, ampak a veste, zakaj je to? Kaj pa bilo sploh? Da vas podimo, vprašamo. Mogoče, da bomo vsi v zavesti, o čem smo sploh danes govorili. V resnici smo se ukvarjali z enim osnovnim principom, res elementarnim, res tistim začetnim, tako kot bi rekel v vrtcu, še do prvega razreda osnovne šole smo prišli. Ukvarjali smo se z vprašanjem, ali sploh misliti ali raje ne. To s tem smo se razumeli. Ali sploh misliti? In kaj dejansko misliti pomeni? Kako naporno je narediti autorefleksijo in se obrniti vase in ugotoviti, da je vse tisto, kar se v miselnem procesu dejansko potrebujemo, je v nas sami, v zavesti sami, ki je lahko samo vajenec v umu in kaj to odpre, ne? Neskončnost odpre. In če samo potem pogledate okrog sebe in vidite, kako malo je tega, oziroma kako skoraj nič tega ni. Vse je potem, zakaj pa ne? Mi smo prišli do brutalnih odgovorov. Prvič, ker ni treba, ker tega nihče od vas ne pričakuje, in drugič, ker niste naumni, ste sami ugotovili, da nima smisla. Ker vam je sam miselni proces to omogočil. A je v tem kaj mazohizma, mogoče ga kdaj pri kom celo je, no? Ja, zna biti, naprimer, jaz sem bil še študent v 200 letih in sem študiral, takrat sem bil še teolog, zdaj sem šel študirati še marketing, logistiko in socialno mrežo. Takrat se spomnim, je prišel en dan, ko sem glih in mislim, da smo imeli panteizem in mi je misel butnala, da mene lahko vsaka stvar na svetu pokonča. Od drevesa, ki pade na mene, do enega mikroba. In takrat sem imel tak srh, da sem se oblekel, ustavil in šel po parku. Bila je moč, se sprehajal in sem se boril proti tem strahovom, da, mislim, kot nek upornik, ne, sem šel proti temu. Ne, čeprav prej, mislim, vse veste, sploh, če bereš filozofijo in ko bi prebral eno stran, pa še 4 spisov zraven, je zelo hudo, ne, potem tudi, ne. Ampak te trenutke obožujem, to besedno, ne. To je nekaj najlepšega. Knjigo prebereš in potem jo stavek po stavek citiraš, nekaj stavki ti ostanejo, nekaj grejo. Ampak mislim, da je, kdo je že to rekel, da se človek do 8. leta vzpostavi. Jaz mislim, da se moti, da ni do 8. leta, to gre tudi naprej, to je mogoče tudi pri 40-ih, lahko zabutne nekaj taka. Abruptnost, ja, tudi o tem Hegel govori. Ok, se strinjam z vami, vi ste še hodili nekaj reči po moje, pomoramo je pa domov. Mogoče gremo domov. Poma pa je mogoče. Dobro, hvala. Jaz posamem predlog. Ja. Lahko mogoče kdaj kakšno predavanje tudi malo posvetili pojmu subjekta, kakršen je. Jaz ne vem sicer, kako se to navezuje na prostore, kot resno. Jaz sem napisal knjigo Teorija subjekta pred leti, potem sem ugotovil, da skoraj v istem času kot Alain Badiou, ampak to ne pomeni, da se hočem primerjati z njim, Bog vari, ki pa. Je pa res, da je teorija subjekta zame, recimo čisto osebno, če lahko tako rečem, ključna tema, ključen koncept, s katerim se ukvarjam pravzaprav vedno znova, tako da z velikim veseljem. Moj predlog, ne, če se drugi strinjajo. Ne se. Veliki prehod, ne, recimo od Freuda k Lacanu je zaznovan med drugim tudi s teorijo subjekta, ker Freud še ne pozna subjekta. Lacan ga pa upelje in to ne brez razloga, tako da si lahko pogledamo čisto, recimo, konkreten prehod. Zakaj to Lacan naredi? Zakaj se mu zdi potrebno, recimo tam v 50 letih že spregovoril o subjektu, ko so vsi, zlasti ameriški psihologi, govorili o ego in tem, kako ga je treba okrepiti. Lacanov vrnitev k Freudu se pravzaprav med drugim začne z teorijo subjekta. Tako da
Mogoče eno tle tihto Emanuel Franke zraven, on je takrat bih dal človek, ki je smisel, ne? Res je, ampak o tem bi jaz razpravljal, zato ker... On je bila vmesna in mogoče iz tega tudi, ne? Je bila, rečemo, da je lahko to ena ideja, ampak so še ene druge, ki so mi všeč. Dobro, prav lahko. Kaj se pa